Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o čarovniških procesih. In ne, danes ne bomo govorili, kako se čara, ampak danes bomo govorili, kako so v srednjem veku sežigali čarovnice. Ribniški čarovniški proces leta 1701 predstavlja enega najbolj znanih čarovniških procesov na Slovenskem. Proces je postal slaven zaradi večkratne objave izvirnega sodnega zapisnika in literarnih upodobitev. Anton Aškerc je leta 1908 posvetil procesu daljšo pesnitev z naslovom Ribniška čarovnica. Zgodovinske raziskave so pokazale, da čarovniški proces v Ribnici leta 1701 ni bil osamljen primer, ampak del vala čarovniških preganjanj, ki so zajele Kranjsko v 90. letih 17. stoletja. V Ljubljani so se preganjanjem čarovnic končali že pol stoletja prej, v Krškem in Metliki pa so nadaljevali vse do leta 1714. To obdobje je bilo zaznamovano z množičnimi čarovniškimi procesi, ki so se ponavadi končali tako, da so žensko sežgali na grmadi. Marina Češarek, ki je postala najbolj znana žrtev tega procesa, je bila poročena in mati 6 otrok. Trdila je, da je noseča, da bi se izognila sežigu na grmadi. Vendar so babice med postopkom ugotovile, da ni bila noseča. Še pred Marijinim sežigom je bil del procesa tudi mučenje Lucije Kerznič, ki je umrla v zaporu zaradi mučenja. Krni sodnik Janez Jurij Hočevar je bil osrednja figura tega procesa. Kljub kratki službi je postal znan po svoji krutosti in gorečnosti v preganjanju čarovnic. Vodenje čarovniških procesov je prevzel po smrti prejšnjega krnega sodnika Janeza Jurija Sambergerja. Kasneje pa je bil suspendiran, ker se je preveč izživljal nad čarovnicami in je bil pri tem preveč intenziven. Na koncu pa so mu kot razlog navedli tudi to, da je preveč zavlačeval s čarovniškimi procesi, saj se je na koncu zgodilo, da so hoteli obsoditi kar 80 ljudi, med njimi tudi otroke. V srednjem veku so ljudje verjeli v obstoj čarovništva in čarovnic, ter so bili prepričani, da te ženske komunicirajo s hudičem in izvajajo čarovnije. Razumevanje takratnih ljudi o svetu je bilo zelo različno od sodobnega racionalnega mišljenja. Čarovnice naj bi imele svoje glavno mesto, kjer so čarale in komunicirale s Satanom na Kleku, kjer so Satanu po verovanju prodale svojo dušo. V srednjem veku so mnogi ljudje verjeli v nadnaravne sile, magijo in okultnost. Cerkev pa je imela močan vpliv na družbo in je podpirala prepričanje v obstoj čarovništva. Ljudje so iskali odgovore na nepojasnjene pojave in nesreče ter so pogosto krivdo pripisovali čarovnicam. Čarovniški procesi so bili pogosto rezultat strahu pred neznanim in drugačnostjo. Ženske, ki so izstopale iz običajnih družbenih norm, so bile pogosto označene kot čarovnice. Očitki o čarovništvu so se zelo širili na podlagi številnih praznoverij. Obtožene ženske na ribniškem procesu so obtožile še dodatnih 80 ljudi, ki naj bi jim pomagali pri čarovništvu, med njimi tudi otroke, najmlajši pa je bil star kar 5 let. Njim so ponavadi prirezali žile, da bi izkrvaveli do smrti in jih nato sežgali, vendar je v nekaterih primerih usmrtitev spodletela, zato so jih poslali v prevzgojne domove, ponavadi v kakšne samostane. Značilnost ribniškega procesa je bila uporaba tipičnih elementov čarovniškega preganjanja, ki so bile značilna za vso Evropo v tistem času, kot recimo pakt s hudičem, spolni odnos s hudičem, letenje po zraku, udeleževanje sabata, to naj bilo neko čarovniško druženje v srednjem veku, in škodljivo čaranje, kot recimo, da naj bi čarovnica pričarala točo ali poplave ali potres. Ponavadi so čarovnice kurili v času, ko se je zgodila neka naravna nesreča ali pa je umrl nekdo od zelo pomembnih ljudi v vasi ali v mestu. Proces je zajel več žrtev, med njimi tudi Nežo Klobučar, ki je bila beračica in je bila stara okoli 60 let, Marina Malc je bila mama 8 otrok in stara okoli 40 let in Katarina Šterk pa je bila stara 22 let. Vse 3 ženske pa so bile leta 1701 sežgane skupaj z že mrtvimi čarovnicami, ki so umrli med mučenjem v zaporu. Pomen ribniškega čarovniškega procesa iz leta 1701 izvira iz dejstva, da je dolgo veljal za edini čarovniški proces na Kranjskem, za katerega je bil ohranjen tako podroben sodni zapisnik. Njegova objava v 19. stoletju je vplivala na literarno in znanstveno pozornost, zaradi česar je Marina Češarek postala najbolj znana čarovnica na Kranjskem.
Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.